Pozdravljeni! Minuli teden sta občina Središče ob Dravi in komunalno podjetje Ormož podpisala pogodbo za izgradnjo oziroma obnovo vodovoda Ormož-Središče ob Dravi, odsek 2. Gre za vodovod, ki teče na več kot 7,5 km dolgi trasi. Gre za skupen projekt občin Središče ob Dravi in Ormož, in sicer za odsek 2. To je trasa od Frankovec do Središča ob Dravi. Gre za investicijo, ki je bila planirana v višini nekje 880 tisoč evrov, torej tudi z tehnično dokumentacijo, ki je izdelana, pridobljeno gradbeno dovoljenje in ki je financirana iz večjih virov. Nekako je občina Središče ob Dravi, ki je večinski lastnik tega odseka, torej v lasti 89%, občina Ormož 11%. Seveda koristi za izvedbo te investicije 463 tisoč evrov regionalnih razvojnih sredstev, katere smo prijavili na 5. javni razpis letos januarja. Potem smo vključili tudi sredstva 23. člena Zakona o financiranju občin, to je 83 tisoč, in pa sredstva občinskega proračuna občine Središče ob Dravi v višini 107 tisoč evrov. Kar pa se tiče občine Ormož, ta je kot soinvestitor zagotovila lastna sredstva v višini približno 80 tisoč evrov. Torej pogodba kot najugodnejši izvajalec oziroma ponudnik je bilo izbrano komunalno podjetje Ormož. Vrednost investicije je 780 tisoč evrov in nekako, ne glede na to, da smo na sklep službe vlade o koriščenju sredstev čakali kar dolgo, kar nekaj je bilo, moramo reči, nekih stresnih situacij, preden smo torej prišli do tega, da se torej ta pogodba lahko podpiše. Sem prepričan, da bomo seveda to investicijo, ki v bistvu omogoča prenovo vodovoda od Frankovec do Središča, gre za vod, ki je star 35 let, veliko okvar, veliko vodnih izgub, lahko uspešno zaključili in s tem seveda omogočili kar velikemu delu občine Središče ob Dravi, ki se s tem vodom oskrbuje, kakor tudi delo občine Ormož, dobavo kvalitetne pitne vode z manj izgubami, z manj stroški, tako da seveda je investicija pomembna za obe občini. Jaz bi, ker je bilo že v bistvu vse povedano, samo rad rekel, da se je občina Središče ob Dravi kot nosilec tega projekta v tem kratkem času mogla zelo dobro potruditi, da ste ta projekt pripeljali tako daleč, da danes prihaja do podpisa gradbene pogodbe. Vem, kakšne so bile težave, vem tudi, kakšne so bile relacije za pridobitev tistih sredstev, ki občinam pripadajo iz regionalnega razvojnega programa. Zdaj upam, da je to za nami. Bi pa mogoče samo ob tej priliki, ob tem skupnem projektu rekel še samo to, da je bila odločitev leta 2007 o delitvi skupnega občinskega premoženja pravilna, kljub temu, da so nekateri nasprotovali, in da je bila pravilna, seveda dokazuje sedaj ta skupna investicija, ki bo pomenila veliki prihranek na vodni izgubah, kajti ta del vodovoda je problematičen zaradi svoje starosti in pa same izvedbe. Ostaja pa nam seveda potem, da pa bi v kompletu to vodovodno linijo rešili še en del med Ormožem pa Frankovcem, mimo Pušenec. Tako da to pa je zadeva za naslednja leta in bo seveda tudi k temu projektu potrebno čim prej pristopiti. Z deli bi komunalno podjetje začelo v mesecu avgustu. Mi kot izvajalec bomo se potrudili, da bo čim manj problemov na terenu. Pač smo navajeni temu, ker prihajamo v stik z potrošniki, ki pa do včasih mogoče malo nevoljni, ker prihaja do tega, da se izklopi trebali izvajati, ampak to se treba vse urediti, mislim, vse se da pogovoriti z ljudmi, tako da upamo, da bomo to čim prej končali, da bo potem dejansko, tako ste prej že oba dva župana omenila, čim manj izgub, ker problem tega cevovoda so dejansko zadnja leta izgube, ker profil je večjega značaja. Se pravi, na 180, ko ta linija se nekje prelomi, pride do izgub, ki pa jih je zelo težko zaznati, ker je pač na gramoznih tleh in preko to pride na površino, že marsikaj odleti po zemlji. Gradnja vodovoda bi predvidoma naj bila zaključena spomladi 2012. V
V mestu Ormož je kar nekaj obnovljenih cest in pločnikov, tudi parkirišč. Svojo končno podobo pa je dobil tudi Kerenčičev trg. V prvem poletju je mesto res bilo eno samo gradbišče, marsikaj je bilo postorjenega. Nekako se trudimo, da bi pač glede na razpoložljiva sredstva Ormož sproti poskušali olepšati, ga narediti prijetnega, tudi turistično privlačnega. Zdaj, koliko nam to uspeva, vse je pač odvisno od finančnih virov. Smo pa dejansko uredili en del ceste z pločnikom mimo pokopališča Ormoškega, tudi parkirišče, spet seveda v nekem utesnjenem prostoru, ker tam ni možnosti nekega velikega parkirišča delati, pa tudi ni neke potrebe, ne. Če je pač neki večji pogreb ali pa za 1. november, potem se pač ljudje nekako stisnejo pa sparkirajo, drugače pa je prostora zadosti. Potem nam je uspelo po dolgem času tudi narediti manjkajoči pločnik na Hardeko z preplastitvijo in pa razširitvijo cestišča. No, tam bi raje še nadaljevali, tako da bi ta del okoli Hardeka bil nekako zaključen do Ormoža. Se pravi, še tam naprej od gospoda Anželiča, tu proti Ormožu, in upam, da bi to drugo leto lahko vse pločnik naredili, pa potem enkrat še preplastitev te ceste. No, potem tudi zaključili smo tak naš ormoški, bi rekel, tako imenovani Kerenčičev trg. To je v bistvu že so bili projekti narejeni v prejšnjem mandatu oziroma v mandatu gospoda Vilija Trofenika. Sedaj smo pač pripeljali to zadevo do konca, s tem, da smo malo spremenili. Kot vidite, smo uporabili granitne kocke, ker se mi zdi, da granitne kocke dajo tem starejšim mestom nek čar. In jaz bi še več ohranil, ampak dobro, sam Kerenčičev trg so naredili malo drugače. Je škoda, da niso tam opustili tisti brez, ki so bile, pa tudi granitni kock. No, potem zdaj sve so še plane, da bi še tudi to parkirišče pri samem gradu, kjer je zdaj grajska pristava, enkrat v prihodnje ravno tako z granitnih kock obnovile, bolj utrdili, da bi ta podoba bila lepša. Pa še nekaj pač mestnih ulic bi bilo nujno potrebno popraviti, ampak to je pač ostanejo plane za drugo leto pa za naslednja leta. V vsakem primeru smo poletje dočakali z lepše urejenimi ulicami, nekaj novimi pločniki in parkirišči, s urejenim Kerenčičevim trgom, obnovljeno grajsko pristavo, ki so ponos v mestu. Tudi gradnja novega vrtca v Ormožu je v teku. Zaradi obnovitvenih del na obstoječi zgradbi, kjer je bivala glasbena šola, se bo dokončanje projekta nekoliko zavleklo. Nov vrtec bi predvidoma naj bil nared konec meseca oktobra. Zgradba vrtca bo velika več kot 900 kvadratnih metrov. V njej bo 11 oddelkov in številni pripadajoči prostori od prostornih sanitarij do kuhinje, jedilnice, garderob do skupnega prostora za različne družabnosti in teras, kjer se bo možno zadrževati ob sončnih dnevih. Tako da je preprosto lahko verjeti, da na novi vrtec težko čakajo tako malčki kot njihovi vzgojitelji. Žal pa nova zgradba ne bo za vselitev nared tako hitro, kot so pričakovali. Ja, gradnja vrtca se rokovno ne bo iztekla, kot je bila podpisana pogodba. Predvsem tisti del, kjer se je morala pač izseliti iz osnovne šole Stanka Vraza glasbena šola. Tisti del smo praktično dali v urejanje pred kratkim, mogoče pred 14 dnevi. Vse skupaj se je pač zavleklo pri grajski pristavi. In ker je bilo eno z drugim povezano, izselitev pa vselitev glasbene šole na novo lokacijo, ki pa zdaj hvala Bogu je, glasbena šola je že vseljena, muzej se v tem trenutku seli, tako da potem se tudi pač vrtec pospešeno lahko tam ureja. Predvsem bomo imeli tam še težave z ureditvijo samega cestišča. Cestišče je treba znižati. Sedaj pa se je ugotovilo, da poteka ta cesta po neki bivši rimski cesti, tako da tu nas čakajo še očitno arheologija. In jaz računam, da bi prva 2 meseca z začetkom šolskega leta pač še otroci hodili v stari vrtec, potem pa bi ga tam nekje koncem oktobra preselili. Ampak to bi res bil tisti skrajni rok. Če pa nam bo uspelo kaj prej, bomo vse to prej naredili, vendar z novim šolskim letom sigurno ne bodo mogli iti v novi vrtec, predvsem ne bo urejena okolica.
Investicija je ovrednotena na 1.800.000 evrov. Denar je zagotovila občina iz proračuna lani in letos. Pomagala pa si je tudi s kreditom v višini 600.000 evrov. Kot je znano, je idejni projekt za vrtec bil narejen že leta 2006. V letih 2007 in 2008 se je občina žal neuspešno potegovala za nepovratna sredstva države za gradnjo vrtcev. Ko pa so ugotovili, da bi bila gradnja vrtca po principu javno-zasebnega partnerstva predraga, so sprejeli odločitev, da gradnjo omogočijo sredstvi iz občinskega proračuna in s pomočjo kredita. Počitnice bodo še dolge in še se lahko nadejamo vročih poletnih dni. Vsem seveda ni dano oditi na morje, tako da ormoško letno kopališče zelo prav pride. Sploh pa, zakaj si ga ne bi privoščili, če nam je pod nosom? Letni čas je takšen in temperature dovolj visoke, da bi se bilo še najboljše odpraviti na osvežilno kopanje na ormoško letno kopališče. V času našega obiska je voda imela 27 stopinj Celzija, več kot primerna torej za poletno osvežitev. Med obiskovalci na neko vroče poletno dopoldne smo srečali kar nekaj zadovoljnih tujcev, ki radi pridejo. Predvsem pa je veliko zadovoljnih domačinov. Veliko vzrokov je seveda, zakaj se je prijetno odpraviti na ormoško letno kopališče. Rad prideš na bazen? Ja, Zakaj pa? ko se s prijatelji družimo, pa vredek je tak. Kako se ti zdi voda? Vredek, Na morje tudi greš kaj? ja. Dosti. To imaš sedaj priprave? Ne, tak, počitnice. Radi pridete na bazen? Ja, No, kaj vam je recimo tako posebej všeč tukaj? voda. Mrzla. Boste šli tudi kaj na morje? Ja, drugi teden. Torej so to priprave sedaj. Ja, Kaj pa cena vstopnice? solidno. Rad prideš na bazen in zakaj predvsem? Zaradi vode, pa ljudi. Se ti zdi to kar taka primerna poletna osvežitev? Pa ja, Imaš v načrtu tudi kaj morja morda? ja, naslednji teden. So to priprave, torej sončene in tako dalje? Ja, bi lahko rekli tako, ja. Rad prideš na bazen? Ja, No, zakaj? Zgleda, da si se kar osvežil ravno kar. kaj je vroče. Najprej voda, potem pa sladoled. Ja, Bo tudi kaj morja v načrtu? smo že bili v Izoli na Eurofestu, potem pa smo še ostali za 5 dni. In kaj ti je recimo tako posebej všeč tukaj na bazenu? Voda, prijatelja, da se lahko srečujemo s prijatelji. Luka, ba je, da ti skačeš vodo. Na glavo. In kje si se to naučil? Na morje. No in zakaj pa ti rad prideš na bazen? Zakaj ti je fajn tukaj? Ker se rad učim plavati. Torej si se že naučil plavati? Ne. Pa se boš? Aha. Vidim, da si ravno kar pojedel lučko, pa še tako v teh vročih dneh. Aha. Kaj imaš raje, lučko ali kakšen drugi sladoled? Sladoled. In s kom prihajaš na bazen? Ne vem tega. Ne vem. Z mom pa z Matico. Poleg osvežilne vode pa še seveda tudi kavica. Seveda, malo v sence tu, na ormoškem bazenu. Rada prideš? Super je tu, ja, ker ni gužve pretirane, dopoldan nam pa še. Kaj pa morje? Smo že bili na morje, ja, ravno kar prišli z morja. To pomeni, da je to samo dopustniško nadaljevanje. Točno, dopustniško nadaljevanje. Kaj pa cena vstopnic? Ugodno. Kot zgleda, uživate. Ja, zelo. No in recimo, kaj vam je tako posebej všeč? Da ni gužve, da je čista voda, stopnica ni draga, pa blizu smo, se ne rabimo daleč pelati. Kot je videti, ste tudi z morja že prišli? Tudi. Torej je to ormoški bazen samo nadaljevanje počitnic. Ja, še malo uživamo v dopusti. S kom pa pridete tako na kopališče? Z deco svojo, z družino. Cena? Sitnica. Jako dobro, jako lepo. Odakle ste? Lovrečan breg, 5 km odavde, hrvatska strana. Buduća EU država. Pa to nam je najbliže. Ako idemo u Varaždin je 25 km, a ovdje je 5 km, a cijena je ista. A na granici za sad nemamo problema. Ovaj tjedan smo već drugi put. Znači godišnje? Ne, penzija. A more i to? A bit će i toga, ali još ne sad, tamo možda u 8. mjesecu je to. Znači to su pripreme?
Točno, pripreme. Družina na ormoškem bazenu, vam je všeč tukaj? Ja, všeč je. Sicer smo danes šele drugič, ampak je všeč. Tako v dopoldanskem času pridemo, ko ni tistega prehudega sonca in gužva in se prav zabavamo. Kaj pa morje in te stvari? Na morju smo nekaj bili, pa upam, da še bomo nekaj, ampak zdaj v tem času, ko smo doma, pa izkoristimo malo priložnosti, da se ohladimo v bazenu. Odkot ste? Iz Belgije. Kako vam je všeč tukaj? Ja, všeč nam je. Prišli smo si ogledati vinsko klet in vinograde. Tukaj bomo ostali nekaj dni, potem pa se odpravljamo na Madžarsko. Ja, všeč nam je tukaj. Odkot pa ste vi prišli? Z Cestice. Ja. Često dolazite? Pa 2-3 na teden. Tako da to je jeftino, je pa zabavno. Z društvom znači dolazite? Je. In koliko vas obično dolazi? Po 5, 6, 7. Znači blizu i još šta vam se još sviđa ovdje? Pa priroda je lijepa i čisti zrak, voda je topla i pogotovo kad je vrijeme lijepo se dogovorimo i dođemo na kupanje. Pa kod nas u blizini nema tako bazena, pa dođemo malo ovamo da se rashladimo. Znači voda vam se sviđa? Da. I još kaj? I ima, pa Slovenke su inače lijepe, pa zato malo dojdemo. Pa tu sam na odmoru sad 2 tjedna, pa kaj, na more baš i ne, pa onda malo da se počinem. Nije ni to tako daleko valjda? Nije, pa to je tu 5 km od nas. I cijena kako vam se sviđa? Jeftino, jeftino dosta. No to je valjda neki razlog, zašto inače dolazite, kako vam se sviđa voda i to? Pa voda je dobra, super je. Samo bi trebao malo veći bazen biti, ker je gužva je dosta za vikend, pa onda problemi. Marina, zakaj pa vi radi pridete v Ormož na bazen? Zato jer je isto najbliže osvježenje i to nam je prilika kroz ljeto na more baš i ne bremo, pa onda nam je tu prva stacija. Kako obično dolazite vjutro i ostanete onda kroz dan? Pa zadnje vrijeme oko podneva pa kroz dan ostanemo. Da pa ga ni cajta, onda pa na par ur, 4 i to je to. Lansko leto je glede na vremenske pogoje ormoško letno kopališče bilo odprto 54 dni. V tem času pa ga je skupaj obiskalo blizu 12 000 kopalcev. Ob petkih, sobotah in nedeljah se tudi letos lahko med 20. in 22. uro morda odpravite na nočno kopanje. Iz statistike pa morda še to, da je ormoško letno kopališče v zadnjih 5 letih bilo najboljše obiskano v letu 2007, ko ga je obiskalo skoraj 14 000 osvežitve željnih občanov. V avli občinske zgradbe je v teh dneh na ogled razstava iz časov sokolskega gibanja v Središču ob Dravi, ki se je potem čez leta razvilo v Društvo za telesno vzgojo Partizan. Razstavo je Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož pripravil ob 100-letnici gibanja Sokol v Središču ob Dravi in ob 60-letnici Društva za telesno vzgojo Partizan, ki so v Središču obeležili sredi junija. Razstava na ogled prinaša vrsto zanimivih dogodkov, fotografij in rekvizitev iz časa sokolstva v občini Središče ob Dravi in iz začetka delovanja Društva za telesno vzgojo Partizan, ki je sicer naslednik dravskega sokola, ki je po zletu, kot se je imenoval skupni telovadni nastop celjskih in varaždinskih sokolov leta 1911, ustanovilo telovadni odsek srediških rodoljubov. Prvi telovadni nastop so člani pripravili središkemu občinstvu 25. avgusta leta 1912. Sokolski dom, ki ga danes imenujemo Sokolana, so dogradili leta 1926. Po vojni so začeli izvajati vsakoletne telovadne akademije. Od leta 1958 se je dejavnost društva omejila na telovadbo v zimskem času v Sokolani, po vseh svecih oziroma po 1. novembru. Igre žogo, mali rokomet, odbojko, nogomet so se igrale v poletnih mesecih pred Sokolano, vadili in tekmovali so v lahki atletiki. Telovadili so v 8 skupinah, mlajši člani, mladinke, mladinci, pionirji, pionirke, moška deca, ženska deca, predšolski otroci. Prirejali so veselice, pust, silvestrovanje in čajanke. Tako da je bilo aktivnosti kar nekaj in nekaj od tega lahko vidimo tudi na razstavi. Med pomembnejšimi podatki pa je morda tudi ta, da je društvo po letu 1978 začelo tudi s posebno dejavnostjo in sicer z rekreacijo za ženske.
Po ogledu razstave bomo lahko kaj hitro zaključili, da so telesne dejavnosti v Središču ob Dravi že zdavnaj dajali velik pomen. Izgradnja nove telovadnice leta 1986 pa je potem pomenila prelomni trenutek za množičnejšo rekreativno vadbo v okviru Društva za telesno vzgojo Partizan Središče ob Dravi. Pa še nekaj športnih dogodkov si bomo privoščili v nadaljevanju. Sploh pa se bomo spomnili kakšnega posebno zanimivega v prvem polletju letošnjega leta. Ozon, gostinstvo in prenočišča Maja Ozmec SP, Sodinci 5B, 2274 Velika nedelja. Lokacija Ozona se nahaja ob križišču Sodinci Velika nedelja, Sodinci Podgorci in Sodinci Smer Savci. V Ozonu lahko preživite lepe trenutke, pa če se tja odpravite samo na kavico ali kakšen drug osvežilni napitek. Na priložnostni prigrizek morda. Ali z vnaprej naročeno zaključeno družbo, do 40 ljudi, proslaviti poroko, rojstni dan, obletnico ali karkoli, kar je potrebno proslaviti s primerno pojedino, s pijačo in seveda s plesom. Prostori so prirejeni tako, da se lahko odvijajo razna predavanja in seminarji. Za vse to bodo poskrbeli v gostinstvu Ozon v Sodincih, kjer imajo na voljo tudi prenočišča kategorije 3 zvezdice v 3 dvoposteljnih sobah in sobo s skupnimi ležišči za 12 ljudi. Sicer pa vam v gostinstvu Ozon, razen raznovrstnih pijač, vsak dan lahko postrežejo s picami, osolemijo, domačimi klobasami s prilogo, prekajenimi jeziki, z bučnim oljem, ki veljajo za hišno specialiteto. V poletnih mesecih pa vsak petek in soboto od 17. ure naprej zjedni šara. Morda pa bi v Sodincih v Ozonu lahko preživeli tudi svoj dopust. Razen neokrnjene narave, možnosti sprehodov in kolesarjenja, vas od Ozona loči le 6 km od letnega kopališča v Ormožu, 18 km do Ptujskih term in le 13 km do bioterm v Mali nedelji. Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 02 719 84 44 ali 041 238 901. In 031 659 555. Ozon, gostinstvo in prenočišča Maja Ozmec SP, Sodinci 5B, 2274 Velika nedelja. V gostinstvu Ozon s prenočišči bodo veseli vašega obiska in srečanja z vami. Ljubki in majhni konički filiferi. Njihova krila se svetijo v temi, samorok Magic pa je okrašen s pravimi Swarovski kristali. Dežela kot iz sanj, tam gori Jeruzalemske gorice. Na najvišjem griču med vinogradi stoji mogočna zgradba iz leta 1699, ki že vse od leta 1957 služi turistično-gostinski dejavnosti. Od leta 1997 je zgradba v lasti družine Brenholz, ki se s turistično-gostinsko dejavnostjo na Jeruzalemu ukvarja že od leta 1992. Zgradbo so Brenholčevi poimenovali Vinski hram in jo leta 2001 prenovili in razširili, tako da danes sprejme tudi 300 gostov, ki se v Vinskem hramu srečujejo ali na različnih skupinskih praznovanjih, porokah, seminarjih, sestankih ali poslovnih srečanjih. Neustavljiva želja lastnika Vinka Brenholza je, od vedno bila, da Jeruzalem postane zanimiva turistična točka za domače in tuje goste, ki bi na Jeruzalem prihajali na eno ali večdnevne izlete ali celo na počitnice. Zato je ob graščini zgradil zgradbo s sobami kategorije 4 zvezdic. Tako imajo turisti danes možnost preživeti počitnice na Jeruzalemu in uživati v prelepi naravi, v miru in v gostoljubju domačinov. Nudijo nočitve z zajtrkom, pol ali celi penzion. Za popestritev počitnic pa vam v vinskem hramu Brenholz nudijo vodene degustacije v kleti, vodene oglede okoliških znamenitosti, muzejev in kopanje v bližnjih termah. Pa seveda sobotne plese ob živi glasbi, da ne govorimo o razvajanjih s prehrano. Kulinarika v Prlekiji je še vedno navdušila še najbolj zahtevne goste. Tako vam bodo v vinskem hramu postregli s hrano po izvirnih prleških receptih. Zraven pa postregli z odličnimi vini Jeruzalemskih goric. V tem času opozarjajo na novost med kulinaričnimi užitki. Jedi iz krušne peči.
Od pogač, mesa do hrustljavega krompirja, celo pico iz krušne peči si lahko privoščite v Vinskem hramu. Ponujajo pa tudi sobotna in nedeljska kosila ali večerje ter degustacije za mimoidoče skupine. Sicer pa so v gostišču Vinski hram Bremholz na Jeruzalemu ponosni na svoje tradicionalne prireditve: vincencovanje, Valentinovo, pustni ples, dan žena, prvomajsko srečanje, postavljanje klopotca, dnevi prleške kuhinje, martinovanje, silvestrovanje in novoletni ples. Kot praznovanje vseh praznovanj pa v Vinskem hramu Bremholz na Jeruzalemu imenujejo sanjske poroke. Civilni obred v naravi med vinsko trto in cerkveni obred v cerkvici Žalostne Matere Božje na Jeruzalemu. Do danes je možnost sanjske poroke užilo že nešteto mladih parov iz domovine in iz tujine. Vabljeni v objem narave v Vinski hram Bremholz na Jeruzalemu. Ob zaužitju svežega zraka, prleških specialitet in vrhunskih vin si boste zagotovo nabrali moči za vaše življenjske cilje. V gostišču Vinski hram Bremholz se nahaja tudi prodajalna spominki z vini in nekaterimi prleškimi dobrotami, ki vam bo omogočila nakup spominčka na prijetne dni v objemu goric. V Vinskem hramu Bremholz na Jeruzalemu pravijo, da je dober gost zadovoljen gost, ki se rad vrača. Največje plačilo gostitelju je namreč ponovno snidenje. Juhu, juhu, in njegovi prijatelji. Juhu, leta dolgi, dolgi red, smiri sladko spi, lahko je vaš prijatelj. Juhu, juhu. Juhu in njegovi prijatelji že na voljo v vseh bolje založenih trgovinah z igračami. Ko se vinski griči ponujajo vsej svoji lepoti in ko žlahtna kapljica polepša dan, glasi vabilo na turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu. Poleg odličnih vin, ki jih na kmetiji pridelajo v svojih vinogradih, pa se na turistični kmetiji Puklavec lahko pohvalijo tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki temelji na izvirnih domačih receptih. Ponuja čar krušne peči in pristnosti. Tudi odličnih slaščic ne manjka v ponudbi in vsega, kar bo zadovoljilo še najizbirčnejšega gosta. Na kmetiji Puklavec vas bodo z veseljem popeljali na degustacijo vin v svojo bogato založeno klet, vas pogostili pod brajdami, poskrbeli za glasbo in vam končno v svojih sobah za goste ponudili tudi prenočišče, če boste tako želeli. Na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu lahko hkrati postrežejo 60 gostom. Vse informacije pa ponujajo tudi po telefonu 041 916 343. Dovolite si razvajanje in privoščite si sonca med vinogradi na Zasavškem griču pri Puklavcu. Ormoško pivo grelo nas bo, kapljico zlato za dušo telo. Kmetijska zadruga Ormož vas vabi v prodajni center Marof. Vabljeni v sodobno trgovino s kmetijskim repromaterialom in bogatim vrtnim centrom. Vsak delovnik od 7 do 16 ure, ob sobotah od 7 do 12 ure. Ponujajo samopostrežni način izbire in strokovne nasvete. Vsak dan nudijo brezplačno svetovanje o varstvu rastlin. V centru Marof se nahaja tudi trgovina Kosec, ki ponuja vse, kar potrebujete za lep vrt in urejeno okolico. Ponujajo vam malo kmetijsko mehanizacijo različnih proizvajalcev. V sklopu trgovine Kosec je tudi pooblaščeni servis za program Štil. Trgovina Kosec je odprta vsak dan od 7 do 15 ure in v soboto od 7 do 12 ure. To pa še ni vse, kar lahko najdete v prodajnem centru Marof. Vabljeni v bar Marof, kjer se boste lahko osvežili s hladno pijačo, posedeli na prijetni terasi in poklebetali ob kavi s prijatelji. V bar Marof vas vabimo od ponedeljka do četrtka od 6 do 20 ure, v petek do 22 ure ter v soboto do 12 ure. Sicer se lahko v baru Marof sprostite tudi ob pikadu in biljardu ali morda svojo odvečno energijo porabite na boks vreči. Tudi za glasbo je poskrbljeno. Izbrali jo boste po svojem okusu, na modernem jukeboxu. Dovolj razlogov torej, da jih obiščete v prodajnem centru Marof, vedno z vami in za vas.
Vaša kmetijska zadruga Ormož. Lep pozdrav še športnega dela Utripa. Uvod v zanimivo športno oddajo bomo pričeli z vedno bolj popularnim športom, triatlonom moči, kjer se je z minulega evropskega prvenstva na Madžarskem z naslovom evropskega prvaka vrnil Simon Veldin. Evropskega prvenstva v Egerju, ki je potekalo od 12. do 19. junija, se je udeležilo 5 Slovencev, ki so dostojno zastopali barve naše države. Triatlon moči oziroma powerlifting je relativno nova športna disciplina in je šport moči, pri katerem je cilj dvigniti največjo možno težo z enim samim dvigom. Triatlon moči sestavljajo 3 panoge. Prva disciplina je počep, potem je bench, to je dvig uteži z prs in pa mrtvi dvig. In kaj vas je navdušilo za to vrstno rekreacijo? Začel sem obiskovati fitness v središču Drave in to disciplino mi je predstavil Boris Novak, takratni tekmovalec v powerliftingu. Je videl, da dobro treniram in me je rekel, da mi je razložil, kaj je to powerlifting in me s tem tudi navdušil. No in koliko časa je potrebnega, kako dolgo so potrebne razne vaje, treningi, da se človek potem kakšnih tekmovanj lahko udeleži? Ja, zdaj kako imaš zastavljene cilje, ne? Jaz sem takrat, ko sem se odločil, da bom začel v tem tekmoval, sem pogledal, kakšni so rezultati na državnem prvenstvu, pač na državnem nivoju in pa tudi na evropskem nivoju. Potem pa sem rekel, da sam sem si zadal normo, da če bom dosegel te rezultate, ko so na državnem prvenstvu, da grem tekmovati tudi na državno prvenstvo in sem to tudi dosegel, ne. No in koliko let je za vami treninga? Zelo malo, 2 leti. Ker sem postal takrat že, sem bil zelo uspešen na državnem prvenstvu in sem imel cilje tudi, da pol grem tudi naprej na evropsko in še naprej. Letos se mi je to uspelo uvrstiti, sem bil državni prvak in sem imel možnost tudi nastopa na evropskem prvenstvu. In kaj vas žene? Želja po boljših rezultatih. Vedno si zadam neke cilje na treningih, da premagam vedno večje kile in vedno si zastavljam nove in vedno više. Da bi rad prišel tudi med tiste res ta prava powerlifterja. Same treninge, ko se začnem s pripravom, je tam nekje 3 mesece do tekmovanja, si izračunam, kdaj točno začnem trenirati in takrat, ko začnem trenirati, treniram samo na moč. Treniram pa pač te 3 discipline, ko so in pa tudi pol razne vaje za toliko, da se zmigam in pa ogrejem, ne. 28-letni Simon je evropski prvak postal v kategoriji powerlifting, Open od 24 do 40 let v kategoriji do 82,5 kg brez opreme. Poleg evropskega naslova je Simon v mrtvem dvigu in totalu postavil nova svetovna rekorda. V mrtvem dvigu je dvignil 260 kg, v totalu oziroma skupnem seštevku vseh 3 panog pa je dvignil kar 607,5 kg. Tekmovanje je potekalo na Madžarskem v kraju Eger, to je 150 km tam od Budimpešte proti Slovaške. Rezultati, ki sem dosegal, so bili, počep je bil 215 kg, potem bench press 132 kg po pol in pa mrtvi dvig sem postavil tudi novi svetovni rekord 260 kg. In pa tudi imam svetovni rekord zdaj trenutno v totalu, ne. To je bili 607,5 kg. Mladi Obrežanec se lahko pohvali tudi z naslovom državnega prvaka, katerega je osvojil meseca marca v Tržiču. Tam je podrl 3 državne rekorde v počepu, mrtvem dvigu in totalu. V tem letu je pred nadarjenim Obrežancem v mesecu avgustu še tekma v Virovitici na Hrvaškem. Minuli konec tedna je v organizaciji Strelskega društva Kovinar v Ormožu potekal 3. državni turnir v streljanju z zračno puško in pištolo. V 2 dneh se je na strelišču, ki je za namen tekmovanja bilo pripravljeno v športni dvorani na Hradeku, obrnilo okrog 400 tekmovalcev iz vseh koncev Slovenije. Prvi dan so organizatorji izpeljali 3. turnir članske državne lige, v nedeljo pa še tekmovanje 3. kroga državnih mladinskih lig. Strelsko društvo Kovinar je znova poskrbelo za brezhibno organizacijo. Ja, je težko, ker zahteva dosti priprav, pa samo delo takšno kakšne, ker se 2 dni to odvija tukaj, ne, od jutra do večera. Pa sami moramo vse delati, ne, v klubu.
Poskrbeti je bilo treba tudi za linijske sodnike, ki jim bdenje na tekmovanjem prinaša kar nekaj odgovornosti. Ja, linijski sodnik je pač sodnik, ki je na črti, ob streljni črti za strelce in ugotavlja najprej identiteto strelcev, preverja njihove dokumente, potem pa 10 po 10 tarč vzame iz linije, preveri, če so vse, preveri streljne liste, tako da in pa je v pomoč tudi, če strelec karkoli potrebuje. Udeleženci morajo pokazati čim boljše streljanje, je pa zelo različno od kategorije, recimo pionirji streljajo po 20 strelov, članice po 40 strelov, mladinci, mladinke prav tako, tako da različno je. Vsak pa se mora truditi ali pa vsak se želi doseči najboljši rezultat. Linijski sodnik mora imeti izpit ali vsaj regijskega sodnika ali pa državnega sodnika, se pravi nekaj izkušenj in praktično teoretično znanje, ki se preverja na preizkusu znanja. Izpeljali smo vse, kot je bilo v načrtu, brez problemov. Rezultati so bili zelo dobri, odlični, praktično Robi Marko je dosegal izreden rezultat 399 krogov, kar je res en sanjski rezultat, tudi mogoče za njega. Za dobro organizacijo so se strinjali tudi udeleženci, predvsem pa njihovi trenerji. Tle so vedno organizatorji potrudijo, zelo v redu. Že večkrat ta prireditev traja nekaj časa, tako da nismo prvič danes tle. Se ukvarjam s streljerijo že več kot 50 let, sam sem bil tekmovalec. Streljal sem včasih tudi v državni reprezentanci, moja smer je bolj so bile glinasti golobi, leteče mete. Zdaj na stara leta pa ne moreš kar tako pustiti, in sem vesel, da vzgojim tudi kakega streljca mladega. Imam tudi šampiona mojega, je zelo dober, je na vrhu stalno in to te vleče. Pred kamero pa smo povabili še nekaj mladih udeležencev turnirja, ki so svoje točke nabirali v nedeljo. Večina se jih s streljanjem ukvarja že nekaj let. Pa za enok še so kar dobre rezultate, bomo pa videli, kako bo naprej. Je za tabo že kakšen poseben uspeh, s katerim bi se pohvalil? Ja, prvo mesto na šolskem. No in kako se ti zdi organizacija tukaj v Ormožu? Pa videti je lepo, prijazni so, nema kaj pravite. Kako si pripravljen danes na ta turnir? Kar dobro. Si veliko treniral? Ja. No in kako drugače, s kakšnimi uspehi bi se rad pohvalil tukaj? Ja, zdaj sem že streljal, pa sem kar dobro nastreljal. Si že dolgo v društvu? Ja. No in kaj te je pravzaprav navdušilo za streljanje? Dedek me povabil in sem začel streljati, potem pa sem kar hodil. No in danes imaš kaj treme, te kaj strah? Ne. Kaj ti pomeni udeležba na takšnih turnirjih, se ti zdi to fajn? Ja. Kako dolgo pa se ukvarjaš s streljstvom? Približno 1 let pa pol. No in si dosegla že kakšne posebne uspehe, s katerimi bi se želela pohvaliti? Ja, na državnem sem bila tudi 3 že pa mislim. In kako ti je všeč tukaj v Ormožu? Ja, je v redu. Izkušnje z organizacijo turnirjev so Strelskemu društvu Kovinar prinesle dobre temelje za organizacijo le-teh, pa tudi zaslužek, ki ga organizacija takšnih turnirjev prinese, ni na odmet. Ja, društvo šteje 41 članov, imamo tudi 2 državna reprezentanta, v pištoli pa v puški. Tudi drugi so potencijalni reprezentanti, tako da se vidi napredek delovanja društva in vse je odvisno tudi od sredstev. Zato tudi organiziramo te državne lige, pa to, da pridemo do dodatnih sredstev, da lahko opremimo strelce, pa da jih lahko peljemo tudi na ostale tekmovanja. Nadaljujemo z atletiko. Letos so v Radencih pripravili že 31. maraton 3 src, ki je bil rekorden po številu udeležencev, vendar pa ne tudi po izidih, saj je vročina terjala svoj davek. Na različnih razdaljah je sodelovalo preko 4000 tekačev in prek 10 000 aktivnih udeležencev različnih rekreativnih dogodkov. Izmed članov atletskega kluba Ormož je na velikem maratonu zablestela Bernarda Ivančič, ki je 42 km dolgo razdaljo končala na izjemnem 3. mestu. Ivančičevo smo po velikem uspehu ujeli na enem izmed treningov v športnem parku Mestna Graba. Tradicija tekov v Radencih je bogata, že 31. izdanje. Kolikokrat pa ste vi nastopali v Radencih in na kakšnih razdaljah? V Radencih sem do
do sedaj nastopalo 8-krat, 2-krat sem šla na 42 km, sem upravila tek, ostale razdalje pa so bile 21 km. Od tega sem 2-krat oziroma 3-krat sem sedaj stala na stopničkah, enkrat sem bila absolutno druga, enkrat tretja na 21 km, zdaj pa sem prvič stala na stopničkah, ko sem premagala razdaljo 42 km. Odlično, tretje mesto, verjetno ste zadovoljni in pa občutki fantastični. Ja, to se ne da opisati, ne povedati, to v bistvu moraš doživeti, te občutke. Meni je v bistvu vriskalo, tako sem bila vesela, tako moram povedati. In publika z mano. Na taki veliki razdalji, 42 km, zagotovo prihaja tudi do kakšnih kriz na poti do cilja. Ja, kriza prihaja in krize so, ker to je le, prvič je bilo tudi povezano velika vročina in človek ima borbo sam seboj in maraton je najprej tek z glavo, potem ko mi uporabiš noge. In če to ne uskladiš, je zelo težko. Na čas pravite, da niste gledali, kajti važno vam je bilo samo eno. Prvi krog sem gledala na čas. Moj namen je bil, da tečem v mejah svojega časa, ki ga pač pretečem maratonu, vendar drugi krog je bil pretežek. Vročina je začela v bistvu pobirati vse, ne samo mene, in svoje moči sem razdelila potem samo v cilj, da pridem do cilja. Priprave, kako so potekale za nastop v Radencih? Moje priprave jaz drugače nimam nekih posebnih priprav za maratone. Dobro, dodam mogoče kakšni daljši tek, tam 21 do 35 km, vendar zdaj nisem dodajala, samo 21 km je bila najdaljša razdalja in moja priprava za maraton, ker več ali manj imam treninge za ostala tekmovanja in to se potem samo povezuje med seboj. Regeneracija po teku? Tudi to je obvezno, to mora biti, da telo pride nazaj v svoje tirnice. Nekaj krajših tekov, čaka me sicer že novo tekmovanje, tako da pač malo hrane, malo s hrano, s pijačo, s počitkom malo to skladim, pa upam, da bo v redu. Pohvalili ste vzdušje v Radencih, torej se zagotovo vračate na 32. izdanje tega maratona. Ja, bom se vračala, dokler me bo zdravje služilo, mislim, da me bojo tam še videli. Minuli teden je v Ormoškem varstveno-delovnem centru potekalo 4. odprto prvenstvo Slovenije v šahu. Tokratnega prvenstva se je udeležilo 14 tekmovalcev iz varstveno-delovnih centrov Ajdovščina Vipava, Črna na Koroškem, Radovljica, Nova Gorica, Povš Maribor in Dornava. Za organizacijo šahovskega turnirja se v ormoškem VDC-ju niso odločili slučajno. Lani sva se s kolegico Heleno Pajkovo Habjaničevo odločile, da narediva turnir. Enkrat, da se selimo iz Radovljice. Nekako tako smo bili tudi dogovorjeni, da bi vsako leto turnir se odvijal v drugem kraju. In če ga letos organiziramo medve in bi spet bil v Dornavi, ne bi bilo v drugem kraju. In sva rekli, mi imamo še eno možnost, da je v tem našem VDC-u v Ormožu izkoristiti ta lep kraj, lep VDC in predstavimo vsem šahistom in njihovim mentorjem še delček Slovenije, ki si res zasluži, da se pozna. Vodstvo zavoda je idejo pobudnic seveda z veseljem podprlo, saj takšne prireditve za zavod veliko pomenijo. Ja, veliko. Predstavljajo del našega življenja, del tistega prostega časa izven zaposlitve. Naši uporabniki sodelujejo v mnogih stvareh in jim to veliko pomeni. Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marjana Boršarja Dornava je bil organizator tudi lanskoletnega odprtega prvenstva v šahu za osebe s posebnimi potrebami vključene v varstveno-delovne centre. Prva dva turnirja v Sloveniji pa so organizirali v Radovljici. Ja, v našem centru se ukvarjamo z veliko športov. Šport je zelo pomemben v našem vsakdanu in tako smo pač poleg različnih športov prišli tudi na idejo, da bi začeli igrati šah. No in kakšni so bili tisti začetki, kako ste pravzaprav začeli z treningi seveda? Ja, v glavnem so fantje že odprej znali te osnove, tako da je bilo lažje začeti. S časom smo pa tudi malo delali na taktiki in začetek je bil prav lažji, zato ker so fantje osnove že poznali večinoma. Imeli smo dve skupine sicer, ena je bila skupina, ki so bili čisti začetniki, ampak pa ni bilo več takega interesa in smo to skupino opustili, pa je ostala sam ta boljša skupina.
Vaja seveda dela mojstra, pravijo. Dokaz za to pa so tudi udeležba na turnirjih in doseženi rezultati. Turnir poteka po običajnih šahovskih pravilih. Pravil nekih posebnih ni, pravila so šahovska, to pomeni dobra igra, dobra volja in tista ta prave poteza, ki popeljejo naše šahiste v dobre izkušnje šahovske. No in na kaj morajo paziti recimo sodniki, ki so zraven? Sodniki predvsem morajo paziti, da ne pride do kakšnih nesporazumov, da igra teče nemoteno, da resnično zaživi duh šaha, ki ga še kako radi spodbujamo in želimo, da ga tudi naši tekmovalci še gojijo tudi drugod. Udeležencem tovrstno udejstvovanje veliko pomeni. Tako šahiranje kot udeležba na turnirjih jim pogosto izpolnjuje življenje. Da bom treniral, to treniram že od 4 leta, a 6 let. Jaz, Damjan, Matjaž, Daribor Dedič, včasih je bil Damjan Bošnjak, zdaj smo samo še mi 3. No in kako vam gre šah? Odlično. Včasih zmogejem, včasih je povrat, saj pa remi. Kako dolgo pa že vi šahirate? Kako dolgo? 5-10 let. No in kaj vas je navdušilo? Najbolj, kaj moraš kondicijo imeti, moraš imeti glavo, a to je vse. No in recimo, kaj je tisto, na kaj moraš biti posebej pozoren, ko igraš šah? Da dobro pogledaš v oči in figuro. Ti tega ne lahko zgubiš. Ali pa taj ti zgubiš. Davorin Šajnović se lahko pohvali z nekaj odličnimi uspehi. Bil je zmagovalec lanskega odprtega prvenstva Slovenije v šahu za osebe s posebnimi potrebami. Čestitke Davorinu. Zmagovalec 4. odprtega prvenstva v šahu za osebe vključene v varstveno-delovne centre je tudi letos bil Davorin Šajnović iz VDC-ja Dornava. Pred drugovrščenim Jankom Černigojem iz VDC-ja Ajdovščina in tretjeuvrščenim Matjažem Žoržem prav tako iz VDC-ja Ajdovščina. Vlado Miško iz ormoškega VDC-ja je pristal na 10. mestu z 2 točkama od 5 možnih. Pregled športnih dogodkov z našega konca bomo pričeli s tenisom, olimpijskim športom, ki ima po vsem svetu na milijone privržencev in gledalcev. Profesionalni tekmovalci pa so znani po dobrem zaslužku. Mi nismo obiskali profesionalnih tekmovalcev, ampak smo se z našo kamero v športnem parku Mestna Graba ustavili na tečaju tenisa za najmlajše, katerega je pod vodstvom trenerja Matjaža Hanželiča organizirala osnovna šola Ormož. Vodim tečaj teniški za osnovno šolo Ormož. Imamo 13 otrok, približno od 1. do 4. razreda osnovne šole. 10 ur imamo razdeljene tako po dnevih, ponedeljek, četrtek in torek. To zato, ker v bistvu otroci zdaj proti koncu šole imajo obveznosti in so pač malo razdelili. To so verjetno otroci, ki komaj spoznavajo tenis. Tako, vsako leto, tečaj imamo sicer vsako leto, vendar se znova in znova novi otroci prijavljajo k tečaju. Redko kateri 3 so v tej skupini, od 13 so bili že lani, ostali pa so na novo. Z udeležbo si zadovoljen? Z udeležbo so zadovoljni, sicer v Ormožu je problem glede tenisa, ker otroci niso glih navdušeni nad tem in je dosti pač malo je otrok, ki bi igrali tenis na igriščih. Kaj vse so se naučili in kaj vse vedo o tenisu, so nam zaupali najmlajši udeleženci teniškega tečaja. Kako ti je všeč na teniškem tečaju? Dobro. In kaj ste se vse naučili že? Tako da vzdarimo lopar, pa primemo z roko, pa tako da zamahnemo, pa metati žoge. Tako da smo dečki tam, pa deklice tu, pa si tako mečemo. Pa ti gre tenis dobro od rok? Ja. Mi mogoče poveš povedati kakšno slavno igralko, jo poznaš kakšno dobro teniško igralko? Ne, samo igralca poznam, Nadala. Rok, kaj ste se naučili na teniškem tečaju? Udarce, backhand, serva, forehand. Kateri udarec ti je najtežji oziroma najlažji? Serva. Ti je kaj, najtežja ali najlažja? Mi je najlažja. In kateri najtežji udarec? Najtežji pa mi je backhand.
Teniški tečaj organizacije osnovne šole Ormož poteka vsako leto in prihodnje leto bo nova priložnost za spoznavanje osnov tenisa in čarov te lepe igre. Nadaljujemo z borilnimi veščinami. V Riminiju v Italiji je od 3. do 5. junija pod imenom Best Fighter potekala tekma za svetovni pokal v kickboksu. Na tekmovanju je nastopilo okrog 2000 bork in borcev iz 25 držav. Barve Slovenije je zastopalo 75 nastopajočih, od tega 5 iz kluba borilnih veščin Ormož. Poleg mednarodne sodnice Tončke Kaluža so v semi in light kontaktu iz Ormoža nastopali Nuša Štefančič, Žan Tomažič, Matjaž Pleh, Dejan Kociper in Rok Tomažič. Ponovno je blestela mladinka Nuša Štefančič, ki je v disciplini semi kontakt osvojila drugo mesto, v disciplini light kontakt pa prvo mesto. Nuša je tekmovala v kategoriji mladink do 55 kg. Ja, seveda, to je v bistvu eno izmed večjih tekmovanj zraven evropskega in svetovnega. Sem pa seveda zelo vesela, naprimer za semi nisem pričakovala drugega mesta. Za light sem bila prepričana, da bo pač boljše kot semi, ampak tudi ne za prvo mesto. Pravijo, da je lažje narediti boljšo uvrstitev v lightu kot semiju. Zakaj tako? V bistvu, zdaj kako se je pač gleda, naprimer ormoški klub, naprimer mi bolj delamo na lightu, da to je naprimer nam lažje v lightu doseči boljše mesto kot v semiju. Naprimer, ne vem, zdaj na neki drugi klubi, kjer pa imajo poudarek na semiju, pa je lažje doseči boljše mesto v semiju. Zelo uspešni so v light kontaktu bili fantje. Matjaž Pleh je v kategoriji starejši kadeti do 42 kg osvojil prvo mesto. Dejan Kociper pa je v isti kategoriji tekmo končal na drugem mestu. V semi kontaktu sem izgubil prvo borbo, v light kontaktu pa sem zmagal prvo borbo in potem v finalu še drugo borbo in sem tako osvojil prvo mesto. Kako si zadovoljen s svojimi borbami? Verjetno si, glede na to, da si osvojil prvo mesto. So bili težki konkurenti? Ja, zelo sem zadovoljen, konkurenca pa bila tudi kar težka. Pričakuješ recimo v prihodnosti, da boš oblekal tudi recimo članski dres, trenirko in tudi dosegal kakšne odmevne rezultate? Ja, to si želim zelo, saj bi zelo rad bil tudi slovenski reprezentant in dosegal dobra mesta na svetovnih odprtih tekmovanjih. Lep ormoški izkupiček je z drugim mestom v kategoriji starejši kadeti do 52 kg dopolnil Žan Tomažič. Z rezultati so v taboru Ormožanov zadovoljni. Ja, z rezultati smo več kot zadovoljni. Bom rekel, pričakovali smo neke medalje, vendar smo presenečeni nad tolikšnim uspehom. S doseženimi rezultati je po tekmovanju bila zadovoljna tudi priznana mednarodna sodnica Tončka Kaluža, ki nam je tudi zaupala, da so sodniki na domačih tekmah strožji kot izven meja naše države. Zadovoljna sem z našim izkupičkom, predvsem ormoškim, ker v bistvu sem članica tega kluba. Tudi komplet reprezentanca je bila zelo uspešna. Glede sojenja, ki ste me prej vprašal, mi doma se res držimo vseh pravil, prideš v Italijo, delajo malo po svoje pravila določajo. To je njihov minus, jaz pa se bom letos udeležila še svetovne oziroma evropskega, mladinskega in kadetskega prvenstva v Italiji. Potem pa še članskega svetovnega v Dublinu in en del v Skopju. Tončko v tej sezoni čaka še nekaj zanimivih gostovanj v tujini. Mlade Ormožane pa že ta vikend odprto prvenstvo v semi kontaktu iz Laka, v kadetski ter mladinski konkurenci do 19 let. Nato pa na Rogli še priprave za reprezentančne kandidate. Minuli konec tedna je na športnem igrišču v Miklavžu pri Ormožu bilo zelo živahno. 21 počitnikarjev se je privoščilo različne športne dejavnosti, ki so jih zanje organizirali in z njimi tudi preživeli 2 dni člani športnega društva Mladost Miklavž pri Ormožu. Tako so tabor tudi poimenovali Mladi za mlade. Tukaj poteka 2-dnevni tabor. Skupaj z osnovno šolo smo se odločili, da organiziramo in da pripravimo nekaj za naše najmlajše, se pravi učence osnovne šole. Gre za en taki humani projekt. Z tem projektom vse učence, ki smo vključili, ki so prispevali svojo prijavnino v višini 20 €, bomo namenili za nabavo otroških igral, ki jih bomo postavili tukaj za odbojkarskim igriščem, tako da bodo tudi tisti naši najmlajši, se pravi, ki še niso niti stopili v osnovno šolo, imeli kje se zaigrati. Ponudba dejavnosti je bila zelo pestra, pravzaprav je vsakdo lahko izbral nekaj zase. Vključiti smo želeli
vse športne aktivnosti, ki jih nekako zanimajo. Na prijavnici smo nekako zbirali njihove želje, tako da smo organizirali predvsem včeraj, se pravi nogomet, odbojka, namizni tenis, badminton, ples. Skupaj smo tudi izvajali nekaj vaje za koordinacijo, tako da še jih malo naučimo koordinacije. Danes smo imeli en taki pohod in zdaj še imamo ena zaključna športna igra, tako da prirejamo nekako vse take športne aktivnosti, pokrivamo vse športne dejavnosti. Vsem 21 udeležencem torej ni bilo težko izbrati med ponujenimi dejavnostmi. 12-letni Žan se je tabora udeležil z določenega vzroka. Da mi ni doma dolg čas, pa tu mi je fajn, da smo s prijatelji skupaj, pa da igramo nogomet. Se pravi, nogomet je tisto, kar te je pritegnilo, še kaj drugo? Si še ukvarjal s kakšno drugo dejavnostjo v tem času? Ja, ukvarjal sem se še tudi z drugimi športi. Z namiznim tenisom, odbojko. Tudi 11-letni Ivan je imel dober vzrok, zakaj je prišel zraven. Zato, ker mi je nogomet najljubši šport, pa ker se rad udeležujem taborov. No in kaj recimo te tako na taborih najbolj pritegne, razen nogometa seveda? Šport večina. Kaj pa druženje s prijatelji, sošolci? Tudi, ja. Se imate fajn? Zelo. No, kaj delate razen tega, da igrate nogomet? Verjetno še kaj drugo? Danes smo šli na pohod na Jeruzalem, potem tam smo lahko igrali nogomet, potem smo prišli nazaj na igrišče, pa smo tu imeli razne igre. Podobno razmišlja tudi Nika. Zato, ker se rada igram različne igre. No in katere dejavnosti si se tukaj udeležila, v kaj si se vključila? Odbojko, badminton, namizni tenis, pa igre različne. No in recimo, kaj od vsega tega pa te je najbolj navdušilo? Najbolj me je navdušil namizni tenis. Kaj pa druženje s prijatelji, sošolci? Je bilo super, ker je bilo veliko prijateljev. Seveda pa je druženje najpomembnejše, pa veliko smeha in dobre volje in seveda pregnati na nek način počitniški dolg čas. Tako so razmišljali tudi organizatorji. Nekako smo zdaj prišli do ene dobre ideje. Športno društvo je hotelo nabavljati neko opremo, športno opremo za naše najmlajše. In nekako smo projekt združili z dobrim, torej da učencem med samimi počitnicami pripravimo nekaj dobrega, da lahko svoje aktivne počitnice tudi preživijo tukaj. Nekako pa združimo s tem, da probamo nekaj razviti tudi za naše najmlajše, nabaviti neko določeno opremo za naše najmlajše, tako da bodo res lahko starši, ki imajo male otroke, se lahko poleg vseh teh dejavnosti, ki jih ta športni park pri Miklavžu ponuja, se pravi od turnirja in vsega, še tudi otroke najmlajše priključili k tem igralom. Športno društvo Mladost skrbi tudi za urejenost športnega parka. V zadnjem času so ponosni na nove pridobitve. Zadnja med temi je bilo odbojkarsko igrišče. Pri urejanju nam pomaga krajevna skupnost, tudi občina, ampak bom rekel, kar se tiče odbojkarskega igrišča, moram pohvaliti vse člane športnega društva. Bom rekel, smo skoraj 100% finančno ga podprli in tudi fizično. Bom rekel tako, vsako športno društvo, če dela, udejanja določene stvari, prireja, nekaj organizira, vse tudi, bom rekel, neki finančne sredstva se tudi nekaj naberejo in pač šporamo, stiskamo ves drobiž v določene stvari, ampak se nam obrestuje. Naslednja aktivnost športnega društva Mladost Miklavž pri Ormožu bo zaključek 9. letne lige v nogometu. Ob koncu počitnic pa bi želeli organizirati še odbojkarski turnir. V zaključku oddaje se selimo k tekmovanju na glinaste golobe, ki je potekalo v Miklavžu pri Ormožu. V okviru 47. krajevnega praznika je v Miklavžu pri Ormožu potekalo tudi tekmovanje v streljanju na glinaste golobe, ki ga na lovskem strelišču tradicionalno organizira lovska družina Vinski vrhovi. Danes imamo tekmovanje na glinaste golobe, to, kar vsako leto pripravimo tudi v okviru krajevnega praznika Miklavž pri Ormožu. In to ni direktno tekmovanje, kako bi bilo za krajevni praznik, ampak je vezano samo na krajevni praznik. Danes je približno 15 ekip bo že streljalo, tekmovalo, za posameznike pa še točno ne vem povedati. Ekipe prihajajo iz krajevne skupnosti oziroma občine Ormož ali prihajajo tudi iz drugih občin? Tu prihajajo tudi od drugih občin, tudi iz drugih zvez. Vse smo res poslali vabil celi Pomurski zvezi, Prlekiji in pa Zveza družin Ptuj Ormož.
Kako ste zadovoljni s potekom tekmovanja trenutno? Trenutno zadeve tečejo, vse se lahko pohvalimo. Imamo novo strelišče, novi stroj in to zelo dobro dela. Strelci so zadovoljni, kar je najbolj pomembno. Lovska družina Vinske vrhovi, to je ena družina. Je pa res, da so se nam priključili člani iz lovske družine Kok, to je že bilo pred letom in pol, vendar super delamo. Lovcem seveda načrtov ne zmanjka, pa skrbi za naravo in divjad tudi ne. Takšna in podobna tekmovanja pa so jim vedno bila priložnost za vesela druženja, kovanje načrtov in izmenjavo lovskih mnenj. Toliko za danes. Pred dopustom si bomo naslednji teden privoščili še pregled zanimivejših dogodkov, potem pa se bomo ob svežih dogodkih znova srečali v septembru. Če radi obujate spomine, se nam pridružite čez teden dni, če ne pa se vidimo po dopustu. Prijetne poletne dni vam želimo. Pa srečno!